Živijo in dobrodošli spet nazaj v nov Inktober. Delamo danes Inktober Special Monday, kjer bom narisala 3. Sem se odločila med Inktoberjem, bom imela nedelje fraj, za razliko od med vlogmasom, ko nedelje nimam fraj, ker pač dejansko snemam vsak dan. Pač Inktober bom mečkam bolj easy. In zaradi tega, ker so med Inktoberjem sobotni videi še vedno redni videi, se pravi, to soboto smo imeli 100 evrov make-upa iz Temuja, za naslednji teden imam tu že planiran video, zato moram pol narediti ponedeljek pač za dejansko narišem se za nazaj pa za naprej. In danes imamo torej 3, tega sem pozabila označiti, da sem jih že, Weave, Crown je. Danes je pa na vrsti številka 4 Murky. Zdaj 2 dni nazaj sem jaz bila na podcastu 2 kronika, kjer so mi dali za nalogo, da narišem dejansko Inktober, ki je kind of padlo v temo s tem, da sem pač mogla narisati njihov logo, kar so žabice in pač ker žabe živijo in murky waters, sem se odločila, bom tudi tokrat za Inktober narisala žabico. Zdaj, I guess grem s tem izven moje teme, da rišem pač sam punce, ampak tudi to je dobro, da grem mečken iz svoje cone udobja. Zdaj sem kar iz glave risala, danes ne bom imela neki Pinteresta, kamorkoli me pač odnese, taka žabica pač bo. One žabice so bile drugač full satisfying zarisati. Iskreno, jaz, če me boste kdaj povabili še na kak podcast, dajte mi zarisati zraven, zato ko pa se full lažje sprostim. Pač, to je bilo kind of amazing. Lahko bi naredila neki oblekici, da vse mal... Oh my god, ja, actually, tekle bom naredila neko oblekico, da bo mečkem bolj fun, da ne bo sam pač navadna žabica. Pa mogoče bi še lahko mašnico naredila na glavi. Kak je luškana! Oh my god, the cutest. Zdaj pa medtem, ko jaz rišem, vam bom pokazala še vaše Inktoberje. Tole so Tejne risbice in jaz sem toliko navdušena nad njimi. Pač ona je res moj največji inspiration za Inktober. Imam pa še Inktoberje od Maruše, tako da tukaj so pa njeni in tudi njeni so, oh my god, jaz sem toliko navdušena nad vami, ki delate dejansko Inktober, ker mi je toliko zanimivo gledati, kako v bistvu imamo vsi isto idejo, ampak vsi nekaj drugega narišemo. In Maruša, najlepša hvala, da si tole poslala. Pol imam pa še od Anite, ki tudi dela Inktober letos, ampak ona dela zraven še en drug challenge. Se je pa vseeno odločila, da bo delala tudi Inktober s temi duhci in mi je toliko huda ideja, da ima pač neko temo dejansko. Oh my god, keep sending them to me, please, zato da jih lahko dam naslednji teden v ponedeljek spet v video, ker so toliko cute. Zdaj pa dajmo dejansko zraven še prebrati komentarje iz YouTubea, ker sem to čisto pozabila delati, ampak vse moram, ker pač sem obljubila, da bom. Zalučka mečkem čudno zgleda, but... Teja je itak biggest fan of my channel, tako da njeni komentarji me vedno ful razveselijo in sem full happy, da pogledam čisto vsak video. Zdaj, včeraj sem mečkeno razočarala zaradi tega, ker ni bilo videa. Sorči, Teči, zdaj boš mogla pač ob nedeljah nekaj drugega delati. I'm so sorry, no. Viktorija je napisala, da je gledala tale video med tem, ko je risala za Halloween and I love that. Pač, jaz ful hočem vas inspirirati, da več rišete, tako je mene Teja, ker se mi zdi, da ful premalo folka riše dan danes. Zaradi tega, ker to ni nekaj, kar bi bilo profitable, to je pač sam za tvoj užitek, pa pač večinoma res delaš sam za svoj užitek, nikamor ne vem, če ne postaš, veš, pač nimaš tega inspirationa, ampak je vseeno fajn, ker je, v bistvu si gradiš ta pač motoriko, pa domišljijo mečken vadiš. Jaz definitivno priporočam, da vsi mečken rišete v življenju. Manca je napisala, res zanimivo je gledati to, kako se riše po teh nekih smernicah, labil v video tudi kaj več na to temo. Najhitro razložim, Inktober je pač nek tak artist challenge, ki se dela vsako leto, mislim, da že tako 7 let. In se vsako leto se pred oktobrom izdajo te neke smernice, ki bojo za tisto leto in potem pač rišeš po njih. Zdaj je že več različnih Inktoberjev tudi, lahko gledaš, kjer ga hočeš, so različni challenge, ampak jaz še vedno rada sledim temu, ki je dejansko original. Ne vem zakaj, pač dejansko so drugi tudi bolj zabavni večinoma, pač Inktober je res tak, nikoli dejansko niso zares dobri prompti. Pa ful je fajn Inktober, tako da se mečkam spraviš iz art bloka, ker zelo pogosto je pač pri artu, tako da res nimaš idej, kaj narisati. In Inktober ti da pač eno idejo, ki je verjetno nikoli drugače ne bi narisal. Jaz recimo nikoli ne bi žabe narisala, ampak zdaj sem jo in sem full happy in je zelo cute. Da mečkam vadiš nove skille, pa recimo lani, ki je bilo tudi ogromno campinga, pa tega sem tudi veliko risala narave. Kar drugač res ne rišem in ne maram risati in se izogibam. Ok, to je žabica za danes, I guess.
Večkrat bomo še zasenčila tukaj zadnji. Nima zares veze z današnjo temo, ampak vseeno. Tole je številka, zdaj sem pa spodaj napisala. Številka 4, Murky. Zato lepo suši, malo dolgo traja. Zaprem in označim, da sem to narisala. Ok, naslednja je številka 5, ki je deer oziroma jelenček. Naredila bom nekega Halloween jelenčka, I guess. Čeprav, again, to je bila Tejina ideja, but it's whatever. Jaz večino stvari kopiram po Teji in ona to ve in ja. Naredila bom jelenčka z bučo za glavo. Tak malo Nightmare Before Christmas jelenček bo. Je to creepy? Mačka ne creepy. Naslednji komentar, imam komentar od Laurinda15, ki je napisala: ravno sem prebrala tako popolno od Colleen Hoover v 2 dneh, moj rekord, to je bila moja prva od nje. Tete še iskreno nisem prebrala, tako da, čakaj, naj preverim, kjer je to. Tele še nisem prebrala, ampak imam v planu prebrati vse od Colleen Hoover, tako da je na moji listi, lahko mi pa spodaj v komentarju napišeš približno, o čem je, pač sicer bi lahko pogooglala, ampak vseeno je fajn, da imamo malo community, da mi pove, o čem je, pa bom jaz pol na podlagi tega jo dala ali višje na moji lestvici Colleen Hoover ali pa pač nižje. Oh my god, če imajo tako luškane uhice, jaz ne moram uhic narisati, ker imam bučo na glavi. Jaz v bistvu zdaj rabim referenc za noge, ker ne znam risati živali. Lahko bi bil v taki pozi. Ja. Ful je creepy, oh my god. Ne vem, če mi je tole ideja všeč zares. Eva Žnidaršič je dala en zelo zanimiv komentar, ker je napisala: a nisi rekla, da šparaš in da ne kupuješ bedarij? Yes, absolutely that is true, ampak glede na to, da je to za video, jaz to konsideram kot pač investicija v to, da bom dobila denar nazaj, ker jaz za YouTube tudi Jezus, kaj sem jaz tu naredila, zdaj to sploh ni bilo v planu. Ker jaz tudi z YouTubeom zaslužim nazaj, tako da zato delam temu videe. Drugač, v resničnem življenju za stvari, ki pa jih ne vidite na YouTubeu oziroma pač na videih, tam pa definitivno šparam. Ampak meni je YouTube videe zelo zabavno delati in zelo zabavno gledati in tudi moram priznati, da so eni najbolj profitabilnih videov na mojem kanalu in zato jih pač delam še naprej. Zdaj tudi, če se ne strinjate z temu izdelki, ker je recimo Nika je napisala en komentar glede tega, da pač je treba raziskati temu in da ni toliko fajn kupovati na njem. Jaz se definitivno strinjam s tem, ampak glede na to, da sem youtuberka, pač v Sloveniji nobeden ne dela teh temu videov, a ne? Ljudje vseeno hočejo to videti. In potem jaz to kupim in ljudje to vidijo in potem se za sebe odločijo, a bojo kupili kaj s temuja ali ne, ampak v večini primerov ne, zaradi tega, ker jaz rečem, da je shit. Tako da to je kar dober business model. Da jaz v bistvu s tem še vseeno nekako približno preprečujem, da folk ne bi kar vsega shita kupal na temuju, ker pač, kakor smo zdaj ugotovili, paletke iz temuja so absolute shit. In če ste kdaj bili neprepričani, a bi kupili make-up iz temuja in potem ste hoteli kupiti, mogoče ga zdaj ne boste, ker smo ugotovili, da pač ni dober. Ker realno te videi sploh ne more več biti reklama za temu, ker iskreno, ja, make-upa v glavnem ne kupati na temuju. Pa jaz realno ne kupujem toliko za real life, kar ni na videih, jaz skoraj nič ne kupujem na temuju. Kupila sem tisto ogledalo, pa tisti box, ker to je res čist predrago, če kje drugi kupiš. Ampak nasplošno teh za življenje pa res ful ne kupujem na temuju. Jaz nasploh ne maram online shoppinga, ful malo kupujem dejansko online. Večinoma vse, kar lahko vidim v trgovini, to kupim, če pa je tek, da lahko sam online kupim, pa večinoma ne. Ja, that's that, ampak sej, vsak mu svoje. Če se ne strinjate s tem, je pač to čisto vaša odločitev in vsak lahko živi po svoje, jaz nobenega ne forsiram, da mora karkoli kupovati. Ok, to je številka 5, kam naj jaz to napišem, pa tekle tule zadnji, deer, vrhunsko. Deer je fertik. Naslednja je Pierce. To pa mora zdaj mečkeno razmisliti. Kaj naj naredim za Pierce? Pierce Brosnan, maybe? Lahko bi naredila tekeno punco, ki ima ful velik piercingov. In mislim, da bom točno to naredila. Da naredim nekaj takega. Dejansko bom to vzela za referenc, sicer punco bom naredila po svoje, ampak bom vzela za referenc te, kjer ima ona piercinge. Nujno se mora videti uho, ker je bom tudi na uho naredila par piercingov. Pa neko edgy frizuro bi lahko naredila. Dejansko lahko bi naredila to frizuro. Super, zdaj se ne bojo piercingi videli zaradi njenih las. Tako da, tele bom zbrisala. Pa spet delam podobno pozo, ker sem jo delala zadnjič.
spet delam to pozo. Naredišem vse piercinge, zdaj na usnicah je mečkan težje, ker jaz delam take usnice bolj anime, ki so v bistvu samo ena črta in potem pač težko narediš, ampak zdaj bom naredila tukaj enega, pa potem itak septum piercing, tukaj na nosku, pa bi še lahko tukaj enega, pa itak na uho. Mislim, da je Luna kakala, kar ima svoje zoomije in mora povedati, da je kakala v glavnem. Tak en huge ass earring, takle. In zdaj lahko začnem delati line art. Gremo naprej na komentarje. Anja Oroš je napisala, kaj lahko narediš video, kako krasiš za Halloween. Letos ne bom krasila za Halloween, zaradi tega, ker se selima v kratkem in pač ne bom zdaj kupala stvari za to stanovanje, če gremo ven. Mogoče pol proti koncu meseca, če bom dejansko preseljena, mogoče naredim kako okraševanje, ampak se mi ne bo zdelo smiselno, če ne bo pač za cel mesec. Tako da, nažalost, letos okraševanja za Halloween ne bo neki velik, ampak se bo definitivno pol med vlogmasom pač okraševanje za Božič, pa za vlogmas. Ok, ta piercing zgleda totalno weird. Ok, to je to za komentarje. Če bi radi še kaj, da preberem vaš komentar, please napište in bom prebrala verjetno naslednji ponedeljek med Inktober specialom spet, ker med tednom polkrat pozabim na komentarje in that's not good. Pa da se jih že mečken nabere, pa pol vse naenkrat preberem. To mi je všeč, kako mi je ratalo spet tale jawline narediti. Jaz sem si včasih by the way ful želela ta piercing. Saj ne vem, zakaj pol ga nikoli nisem dobila. Nisem si ga šla delati po moje zaradi tega, ker me je bilo preveč strah. Meni so tatuji so mi lažje kot piercingi, ne vem, ne morem piercingov. Veš kaj, meni dejansko ful mi je všeč tale, kako je izpadla. V bistvu se z Inktoberjem tudi učim, da nisem tak perfekcionist, da so pač tak mačkam bolj na hiter narejene, ker včasih jaz sem imela ful težave s tem, da mora biti vse perfekt. Ampak je ful cute. Pač, iskreno, I love her. Tule sem še pozabila jawline narediti do konca. Zdaj pa edino nimam dosti placa, da napišem naslov današnjega Inktoberja. Čakaj, katera številka je to? Danes je številka 6. Takle tule zadnji. Pierce. Da zgleda kot F, evo ga, Pierce. To je, mislim, da to. Zdaj, če slučajno en dan v tem tednu ne bom risala noter, je to zaradi tega, ker imamo sponzoriran video, tako da se moramo opravičiti, ker pač v sponzoriran video ne bom devala risbe, pa pač ya girls gotta make some money, you know? Bom pa definitivno pol naslednji dan naredila 2, tako da don't worry, še vseeno bom naredila vsak Inktober, definitivno. Dajmo še tegale označiti in pol je officially konc tega videa. Zdaj, v komentarje mi napišite, kera od teh je bila vam najbolj všeč. Meni je po moje definitivno ta. Definitivno mi je ta najlepša, najboljša je spadla, pa mogoče zaradi tega, ker pač raj punce rišem kot karkoli drugega, ampak sem pa vseeno vesela, da me je vsaj mačken izven cone obdobja tale Inktober spravo. Zdaj pa tole imam za naslednje, mislim, da bo še kar zanimiv teden. V glavnem, če vam je tale video všeč, mi dajte en like, da spodaj se naročite na moj kanal, komentirajte, tako sem rekla, kjer je bil vaš najljubši Inktober tokrat in pa se vidimo naslednjič. Lepo se imejte in veliko se smejte. Čau!